občasno ne more pokrivati zgoraj imenovanih obveznosti. 50 do 100 tisoč ljudi ne more plačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ta številka naj bi bila do konca leta vsaj še 2-krat višja. Sprašujemo se, zakaj? Odgovor je, zato ker v Sloveniji že 20 let ni prišlo do pravične prenove in nadgradnje zdravstvenega sistema. Moramo se zavedati, da letno v slovenskem zdravstvu zaradi korupcije in neodgovorne porabe ponikne med 500 in 700 milijoni evrov. Poenostavljeno, to pomeni, da bi lahko na letni ravni s tem denarjem v Sloveniji povečali minimalne plače na 1300 evrov, da bi lahko gospodarstvu ukinili prispevek za zdravstveno zavarovanje, da bi lahko zaposlili 11 tisoč splošnih zdravnikov ali zgradili 10 novih pediatričnih klinik. Da bi s tem denarjem omogočili vsem slovenskim srednješolcem štipendijo v višini 600 evrov, oziroma da bi 500 tisoč državljanom Slovenije pokrili osnovno zdravstveno zavarovanje. Vsi se zavedamo, da je Slovenija v hudih težavah, za katere pa smo njeni državljani še najmanj krivi. In nikakor se ne bomo sprijaznili s tem, da se bo vse lomilo na naših hrbtih. Še manj pa, da bomo s svojim zdravjem plačevali ceno za vso storjeno škodo, ki jo prav mi sami najbolj občutimo. Za škodo, ki je bila povzročena, naj se pred sodiščem zagovarjajo tisti, ki so odgovorni za pokradene milijone, posledično pa tudi za morebitna izgubljena življenja bolnikov. Kot primer, naj navedem dogodek, ki se je zgodil prejšnji teden v vročinskem valu, ki smo ga bili deležni in ki ga vsi poznate. Razmere v bolniških sobah so bile zaradi vročine skoraj nevzdržne. Sramota je, da morajo dobrodelni posamezniki svojega lastnega žepa kupovati klimatske naprave, da bi lahko svojcem, ki ležijo v bolnišnici, omilili bivanje. Z denarjem, ki vsako leto izgine v labirintu zdravstvenega financiranja, nam takih zgodb ne bi bilo potrebno poslušati. Če bi kdo od pacientov podlegal vročini, kdo bi bil odgovoren? Po mojem mnenju bi bili za kaj takega odgovorni prav tisti ljudje, ki so povzročili nastalo škodo v slovenskem javnem zdravstvu. Imena in podatki obstajajo, zato naj se organi pregona in sodišča zganejo in naj opravijo svoje delo. Javno zdravstvo bi moralo biti eden glavnih stebrov za pravilno delovanje države, vendar je to danes daleč od resnice. Moramo dojeti, da se pri tej problematiki ne smemo deliti ne na leve in ne na desne, ne na bogate in ne na revne. Ker ko zbolimo, takrat smo samo še bolniki in čisto običajni ljudje. Politika pa v zdravstvu nima kaj iskati. Tako je. Bravo! Svoje preračunljive igrice naj se gredo v parlamentu ali pa na vladi. Med bolniki v zdravstvenih ustanovah in med osebjem pa naj si tega ne drznejo početi. Bravo! Zdaj pa podajam besedo dr. Danijelu Bešiču-Loredanu iz Iniciative zdravnikov ter kasneje tudi vsem drugim govornikom, ki vam bodo povedali svoje argumente, zakaj so danes tukaj z nami. Hvala. No, to je bil govornik za javno zdravstvo.